Zdravo, evo danes bi se pa dotaknila malo spletnih strani, spletnih trgovin, v bistvu vse, kar je tudi povezano z družbenimi omrežji, z marketingom na spletu. Lahko še imate ne vem kak dober oglas, Facebook oglas, Instagram oglas, če potem dejansko, ko uporabniki pridejo na vašo spletno stran ali spletno trgovino, se tam zgubijo oziroma ni marketinško obarvana, vam čisto nič ne pomaga, če imate super objave, super oglase, nizek strošek na klik, dejansko pa do nakupa ne pridejo. In to se večkrat zgodi, ko me kontaktirajo podjetniki, dejansko Tanja, kaj je narobe, ljudje klikajo, poceni je, ampak do prodaje ne pride. In ravno to, zelo morate paziti, da imate spletno stran ali spletno trgovino urejeno, da je marketinško obarvana, kar je pa zelo pomembno, da dejansko je postopek enostaven. Se pravi, da je uporabniška pot do zaključka, se pravi nakupa izdelka enostavna, da ne zahteva ogromno nekih podatkov, ki jih morajo vnesti, da je logična prodajna pot in tako bo le prišlo do konverzije. Je pa zelo pomembno, se pravi, dostikrat zdaj tudi slišim, Tanja, jaz imam spletno stran, in rečem, okej, zdaj ste pa pripravljeni na garanje. Sama spletna stran, sama spletna trgovina vam ne bo prinesla prodaje. Vaš cilj je namreč, da morate na spletno stran dobiti obiskovalce. To pa dobite skozi oglaševanje, skozi promocije na družbenih omrežjih, skozi Google oglaševanja, z optimizacijo spletnih mest oziroma trgovin in šele takrat, ko vas obiskovalci začnejo obiskovati, bo posledično prišlo do prodaje. Tako da spletna stran, spletna trgovina osnova, potem pa se garanje začne. In danes, da pridete visoko na iskalnikih, da vas ljudje začnejo zaznavati, nekaj časa traja, se pravi, je treba biti kar aktivni na družbenih omrežjih, skušajte tu biti prisotni na čim več kanalih, kot so Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, če imate mlajšo generacijo, se pravi, vse posod dajte delati na brandingu in iz vseh strani obiskovalce dejansko sledilce vaše usmerjati na vašo spletno trgovino ali spletno stran. Sama spletna stran po sebi se ne bo prodajala. In dostikrat je tudi ključno, imamo, ne vem, optimizirano spletno stran, kaj pa zdaj? Dejansko, ko pridejo ljudje na stran, ni prodaje, ker ni obarvana, se pravi, ni prilagojena, ni marketinško opremljena. Zato je zelo pomembno, da na spletni strani skozi vsebine pritegnete ljudi, se pravi tako, da jim ponujate rešitve problemov. Smo rekli, lastnosti posameznih izdelkov morajo biti, ampak kaj je ključno? Da skozi spletno stran, spletno trgovino, skozi vsebine ponujate rešitve, ki rešujejo dejansko probleme ljudi. In dajte vključiti čim več izjav zadovoljnih strank. Vključite mogoče video, ki poveča konverzijo na sami spletni strani. Potem, kaj dejansko bo korist, ki jo bo dejansko stranka pridobila z vašim produktom, vašo storitvijo. Potem, mogoče odgovore na pogosta vprašanja. Če imate kakšne diplome, certifikate, ki so pač potrebni, vse, kar lahko poveča dejansko prodajo na vaši spletni strani. Definitivno cilj spletne strani, to sem se tako prav šolsko, ko sem se učila 2018 na prvem predavanju, če že ljudje ne kupijo, da vsaj pustijo e-mail. Se pravi, na sami spletni strani ne sme manjkati tudi vsaj neki zavihek ali pa neki pop-up, kjer dejansko ljudje lahko nekaj dobijo, se pravi, ali se prijavijo na e-novice, čeprav je to malo tako zlajnano, da raje dajte kaki e-priročnik, popust, ki ga lahko koristijo na to v spletni trgovini, karkoli, da bojo ljudje vam pustili mail, ker potem tudi promet na spletno stran lahko delate skozi e-mail marketing, ki pa še je trenutno vedno najcenejši. Gradite e-mail liste, super kanali so družbena omrežja, ki jih lahko dobite in potem skozi e-mail marketing tudi povečate promet na spletni strani ali spletni trgovini. Tako da to sem htela danes, se pravi, ker dostikrat se ljudje veselijo, imamo spletno stran, kaj pa zdaj? Morate začeti delati na marketingu. Marketing je tisti, ki bo pripeljal do prodaje, tako da to je, rečemo, recept za vaš uspeh.